Na današnji tiskovni konferenci bi spregovoril o oceni mandata 2012-2014 in pa seveda tudi o nekaterih dogajanjih povezanih z volilno kampanjo. Mogoče najprej za uvod stavek o mandatu 2004-2008. Zdaj si je vlada Janeza Janše zadala cilj, da bo dosegala za 3 odstotne točke višjo gospodarsko rast, kot je bilo povprečje Evropske unije. V tistem mandatu se je to dosegalo in mi smo bili zelo blizu, smo se zelo hitro približevali povprečju Evropske unije. Kasneje je Pahorjeva vlada ta cilj in ta kapital na hitro zapravila, saj v sicer težkem kriznem obdobju ni predlagala nobenih ukrepov in je računala predvsem na francosko-nemški vlak. Vendar, ker ni bilo aktivnosti, ni bilo ukrepov, ni bilo dejanj, je ta vlak odpeljal. Obdobje po Pahorju pa lahko razdelimo na dva dela, to se pravi na obdobje, ko je vlado vodil Janez Janša in pa na obdobje, ko je vlado vodila Alenka Bratušek. Zdaj, čas druge Janševe vlade je bil ponovno čas, ko se je imelo cilj, ko se je postavilo cilj, ko se je imelo koncept in ko se je začelo resno delo na sprejemanju ukrepov za to, da se bo Slovenija ponovno dvignila iz dna in začela dohitevati države, ki so ji v času Pahorjeve vlade krepko ušle. Takrat smo sprejemali številne ukrepe za stabilizacijo gospodarstva, za zaustavitev padanja standarda državljanov, zastavili smo delno ustavno reformo in čas po Janezu Janši, po drugi Janševi vladi, je ponovno čas, ko se je povsem zašlo. V času Janeza Janše smo sprejemali premišljene ukrepe za debirokratizacijo, za odpravo administrativnih ovir, čiščenjem nepotrebnih stroškov. Začelo se je z združevanjem in racionalizacijami v javni upravi. Sprejeli smo zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je precej tudi znižal stroške in potrebe po denarju v državnem proračunu. Zdaj smo zastavili 5 ključnih področij. Poleg teh, ki sem jih naštel, smo imeli še 2 področji, ki sta zadevali upravljanje z državnim premoženjem. Gre za tako imenovani zakon o Slovenskem državnem holdingu in zakon o slabi banki. In kot veste, je pri sprejemanju teh 2 zakonov prišlo do kolektivnega napada praktično sindikatov, opozicije, državnega sveta, pravzaprav vseh drugih skupin v tej državi, razen te koalicije. Žal po tem, ko je na osnovi poročila KPK-ja o premoženjskem stanju predsednikov padla Janševa vlada, druga Janševa vlada, se je delo na teh 2 projektih ustavilo, prišlo je do zamikov, do blokad, do temeljnega cilja, do poračunov in ugotavljanja odgovornosti za napake ali pa za celo za kazniva dejanja v tem upravi z državnim premoženjem pa niti ni prišlo. Posledice so dokapitalizacije, posledice so sanacije državnih podjetij in tudi drugih podjetij, posledice so neaktivnosti pri racionalizaciji državne uprave in vse to ima za posledico to, da se za delovanje države potrebuje čedalje več denarja. Vlada Alenke Bratušek je bila tipično marionetna vlada, ki je samo sledila tistim lobijem, ki so jo postavili. Strošek obresti je v tem delu močno narastel, potrebe po denarju pa so pokrivali na 2 načina, z dokapitalizacijo, z novimi davčnimi bremeni in pa seveda z enormnim norim zadolževanjem. In da je vlada Alenke Bratušek bila in je enaka, kot je vlada Boruta Pahorja, to se pravi brez koncepta, se vidi tudi po teh
odločitvah, ne že samo v zadnjih odločitvah, kar zadeva prodajo državnega premoženja. Kar je v tem času vlade Alenke Bratušek zanimivo, da je kljub temu, da so izredno poudarjali, da hočejo ohraniti socialo, so bile največje žrtve ukrepov vlade Alenke Bratušek prav socialne skupine, najšibkejše socialne skupine, ki se jih je prizadelo z dvigom DDV-ja, z neusklajevanjem dohodninskih olajšav, z obešanjem socialnih pomoči in transferjev na premoženje, z dvigi trošarin in tako naprej. In vsemi temi ukrepi se je tem skupinam najbolj zmanjšala kupna moč. Vsaki družini se je v mandatu Alenke Bratušek obesilo približno 1000 evrov dodatnih stroškov, ob tem pa še vsakemu državljanu 4 do 5000 evrov dodatnih dolgov, obveznosti. In pravzaprav nič od tega, kar je bilo naloženo državljanom, nič od tega, za kar smo se zadolžili, ni bilo namenjeno ne za delovna mesta, ne za razvoj. Eden od temeljev našega dela v tem mandatu je bila bitka za preglednost in pravičnost. Želeli smo in tudi predlagali ukrepe, da bi se dejanja vseh merila z enakimi kriteriji, enakimi merili, in pravičnost je pravzaprav temelj pravne države. Žal, naši predlogi sklepov, tako z področja bančništva in pravosodja, niso bili podprti. Koalicija jih je vztrajno in tudi brez argumentov zavračala. In to pravzaprav pomeni, da so zaščitili malomarnost pri delu, tisti, ki bi morali opravljati in izvajati te naloge, in pa seveda tudi zaščitili, pokrili kazniva dejanja in tudi storilce kaznivih dejanj. Sporočilo tega nesprejetja in tega ravnanja koalicije je bilo zelo slabo. Blokirano je bilo potem kasneje tudi delo preiskovalnih komisij, ki smo jih ustanovili, predvsem blokirano je bilo delo preiskovalne komisije z področja bančništva, kjer je prišlo do sistemske blokade in niso dostavili zahtevane dokumentacije preiskovalni komisiji ne banke, poslovne banke, ki so bile v preiskavi, ne Banka Slovenije, ne Komisija za preprečevanje korupcije, tudi sodstvo se je na koncu postavilo na stran tistih, ki so sodelovali pri tej blokadi, in s tem se je tudi onemogočilo preiskavo. Vprašamo se lahko, zakaj ne bi smeli izvedeti za sporna ali kazniva dejanja v bančnem sistemu ali pri upravljanju z državnim premoženjem. Zakaj ne bi smeli nič zahtevati od bankirjev in pravosodja, če pa moramo na koncu v imenu ljudstva vse to plačati. Brez razčiščenja dogajanj v bankah in državnih družbah, brez racionalizacij, brez vračila nakradenega ali potujenega premoženja ne bo možno urediti, uravnotežiti javnih financ. Tudi sedaj se v tej kampanji več ali manj vsi sklicujejo samo na pravno državo ali pa izključno na pravno državo. Nihče od tistih, ki sodelujejo na soočenjih, predsedniki strank sodelujejo, ne omeni pravične države. Tudi Cerar ni še spregovoril popolnoma nič o pravičnosti, ampak samo o pravni državi. Najbrž tudi predsednikom strank zelo odgovarja to, da je nekdo pravnomočno obsojen na nepravični podlagi, in to za dejanje, ki ga ni v kazenskem zakoniku. In da bo tem osebam tako ravnanje všeč tudi naprej. Zanimivo, da tudi Bogovič, Židan, Novakova, Rjavec ne govorijo nič o pravičnosti, ampak samo o pravnomočnosti. To mislim, da je zelo zaskrbljujoče in da ne daje nobenih dobrih obetov za naprej. Kajti
pravičnost je temelj pravne države. Če pravičnosti ni, ne moremo govoriti niti o pravni državi. Tudi je neobičajno, da je sodstvo brez materialnih dokazov, samo na osnovi indicev obsodilo ključno osebo opozicije, tudi največje parlamentarne stranke, na osnovi indicev za javno naročilo, o katerem je tedaj odgovorni za ta posel Karel Erjavec dejal, da Janez Janša ni bil niti obveščen. In da se ob tem, kot to vemo, ne procesirajo nobene velike svinjarije ali pa kazniva dejanja, ne za dogajanja v bankah, ne za dogajanja povezane z upravljanjem državnega premoženja, stojijo zadeve v Tešu, zdravstvu, nič se ne dogaja na javnih naročilih in tako naprej. In to ne na osnovi dejstev in ne na osnovi indicev. To potrjuje, da so sistemska tarča delovanja tudi tako imenovanih neodvisnih institucij tisti, ki na kazniva dejanja opozarjajo, in ne tisti, ki so storilci kaznivih dejanj ali pa tisti, ki so sodelovali pri poslih povezanih z slabim upravljanjem. Zato, da te pravosodno ne penalizirajo, je dovolj, če si nasprotnik Janeza Janše, kot je nedavno z intervjuju za Hrvaško radiotelevizijo slikovito izjavil Zoran Janković. In žal se s to izjavo ne ukvarja nihče, pove pa vse o pravični državi, pove vse o pravni državi, pove vse o etični državi in tudi institucije, ki bi morale te zadeve voditi enako, pravično do vseh. Skratka, niti besede o tem ne spregovori sodstvo, nobenega odziva, predsednik države ne, Cerar tudi nič, tudi mediji se s tem ne ukvarjajo prav veliko, pa gre za temeljno sporočilo predvolilne kampanje in sedanjega trenutka. Kajti pravičnost je predpogoj za vladavino prava, ki jo nekateri tako radi zožijo na pravno državo. Ta izjava Jankovića kaže na to, da se dejanja v tej državi ne merijo pri vseh z enakimi kriteriji, z enakimi merili, da je za tiste, ki so storili karkoli slabega, kakšno veliko svinjarijo ali pa celo kaznivo dejanje dovolj, da se razglasijo za velikega ali pa največjega nasprotnika Janeza Janše in že so jim vse ostale napake spregledane. Kar pa zadeva mandat, ki je pred nami, pa vas seznanjam, da bodo novi poslanci zagovarjali programska izhodišča, ki temeljijo na pravičnosti in preglednosti, da bomo delali za izvršitev načel stranke in tudi predvolilnih zavez po svojih najboljših močeh, tako kot smo to počeli do sedaj. Smo edina stranka, ki ve, kako se lotiti odpravljanja težav, in smo tudi edina stranka, ki ima močno kadrovsko bazo in ekipo za realizacijo programa. In ponovno smo edina stranka s konceptom, cilji in vedenjem, kako te zadeve uresničiti oziroma doseči. In prav to je, poleg močnih mednarodnih povezav, naša ključna konkurenčna prednost pred drugimi strankami, še posebej pred tistimi, ki nimajo ne programa, ne kandidatov, ampak samo nek svetlečo vitek za paket, v katerem ne vemo, kaj se nahaja. Hvala.